V sredo 1. februarja v večernih urah je v avli Kulturnega doma v Slovenskih Konjicah potekala dobrodelna dražba likovnih del v organizaciji vrtca Slovenske Konjice. V vrtcu Slovenske Konjice se vedno bolj zavedajo, da je otrokov razvoj odvisen od izkušenj, možnosti, ki jih ima v okolju, dostopnosti sredstev, števila izbir in ustreznih pristopov k otroku. Za izvajanje vseh začrtanih aktivnosti v letu 2012 pa je potrebno pridobiti še dodatna sredstva, ki bi omogočila kvalitetno izpolnitev le-teh. Mladi ustvarjalci so skupaj z likovniki domačega kraja ustvarjali likovne zgodbe, jih razvijali s paleto likovnih materialov in sledili pisanemu izražanju na malce drugačen, zanimiv način. Na tak način so sledili tudi vedno bolj ustvarjalni in nujni ideji medgeneracijskega druženja, ki je kot rezultat prinesla posebna doživetja, kar mladi ustvarjalci nosijo globoko v sebi in s sabo skozi življenje, sedaj v vrtcu in kasneje kot dragocene izkušnje. Organizatorji dobrodelne dražbe iz vrtca Slovenske Konjice so likovnikom še posebej hvaležni, da so se odzvali vabilu ter tako bistveno pripomogli k uspešni izvedbi združenih likovnih prijateljevanj, ki so prinesla okoli 6.000 evrov za pestrejši otroški dan v vrtcu. Prav prisrčen dober večer, spoštovani obiskovalci, spoštovani starši in otroci, strokovne delavke in seveda spoštovani gospod župan in spoštovani vsi direktorji družb, ki ste si namenili današnji dan deliti z nami, obogatiti naša srca in nas razveseliti. V želji, da bomo današnji dan kar najbolje obogatili, vam želim prisrčno bivanje z nami tole urco, ko boste se še nadalje srečevali z kulturo, ki jo začenjamo ob mesecu kulture v občini Slovenske Konjice. Današnji večer se bo najprej predstavil otroški pevski zbor Zlati konjiček iz vrtca na Slomškovi, ki povezuje otroke starosti od 4. leta dalje in so zelo številčni. Zbor deluje pod vodstvom Irene Golob in Janje Žnidarko. S petjem bogatijo in popestrijo življenje v vrtcu in se aktivno predstavljajo na vseh prireditvah v kraju in tudi širše. Uspešno so se predstavili tudi na 8. regijski reviji pevskih in glasbenih skupin vrtcev Pojem in igram v Celju 2010 in na prireditvah Vrtec poje, to je sicer vsakoletna prireditev vrtca Slovenske Konjice. Posebej za vas so pripravili Kje živi pravljica, Tomaž HB, solisti Kira Štruc-Jurički, Eva Pogorevc, Izabel Žerjav in Blažka Mlakar, klavir Monika Kerovec-Korošec ter flavta Eneja Golob. Kot drugo pesem so pripravili Jesensko, Igor Štuhec, klavir Monika Kerovec-Korošec ter flavta Eneja Golob. Zlati konjiček. Because
ustvarjalci so skupaj z likovniki našega kraja ustvarjali likovne zgodbe, jih razvijali s paleto likovnih materialov in sledili likovnim izrazom ter ustvarjali ideji medgeneracijskega druženja. Slikarsko platno svojo vlogo membrane za seboj skriva in obenem odpira globlji notranji svet vsakega posameznika. V vrtcu na Slomškovi so skupaj z otroki ustvarjali profesor likovne umetnosti v Mariboru Zvonko Pušnik, specialna pedagoginja Milica Sever, računovodkinja s talentom do različnih tehnik slikarskega izražanja in oblikovanja Tanja Egartner, naš dolgoletni soustvarjalec likovnih prijateljevanj Vojko Kumer in Alojz Tomše s tenkočutnim pristopom za otroke. V vrtcu na Tatenbachovi so se odzvali povabilu medgeneracijskega sodelovanja priznani likovni pedagog, slikar in grafik. Arpad Šalamon, Heda Vidmar Šalamon, ki ob možu odkriva svet lastne ustvarjalnosti, in Dragica Tomše, ki zna poiskati vir posebnih doživetij skupnega ustvarjanja s predšolskimi otroki. S spoštovanjem predstavimo še našega Konjičanja, Francija Skrbineka, ki je posebej za današnjo dražbo podaril šopek cvetja. Umetnikom smo hvaležni, da so se odzvali vabilu ter tako pripomogli k uspešni izvedbi likovnih prijateljevanj in znova podarili svoja dela za dobrodelno dražbo likovnih del z namenom, da z izkupičkom obogatimo sklad vrtca. Izkupiček od prodaje bo namenjen izključno uresničitvi naših želja, nadstandardni opremi in nadgradnji informacijsko-komunikacijske tehnologije za delo s predšolskimi otroki ter za obogatitev športnih rekvizitov, nakup koles, odvisno od potreb v posamezni enoti. Pa se prepustimo še namenu današnjega večera dražbi. V posebno čast mi je napovedati osebo, ki bo skozi predstavitev likovnih ustvarjalcev poskušal iztržiti čim več od podarjenih del vrtcu za obogatitev sklada. Z nami je David Voh, predstavnik staršev. V današnjem svetu se mi zdi še posebej veliko vredno narediti tisto pravo stvar. In vsi tisti, ki ste danes tu, ste za pravo stvar. Zato, da naredimo nekaj dobrega. Vsi smo danes zbrani zato, da pomagamo konjiškemu vrtcu, da pomagamo otrokom. Vsi otroci pa so naši otroci, kot je zapisal še Tone Pavček. Vse frklje in smrklje in proci, vsi naši. Torej za dobrodelnost, za tisto pravo dobrodelnost z namenom. O dobrodelnosti seveda niti ni vredno preveč zgubljati besed, o tom je bilo že veliko izrečenega. Stari Grki so svoj denar dajali za univerze, cerkev je v srednjem veku pomagala sirotišnicam in tudi danes je skoraj da ne predstavljamo več dogodka, ki ne bi imel tudi ene dobrodelne note. In ko so raziskovali ozadje tega dogodka, so vsi ugotovili, da je v bistvu dajanje tisto, ki človeka bogati in da je pravzaprav edina stvar, ki si jo lahko privošči vsak. Ker če neprestano samo jemlješ in nikoli nič ne daš, potem si podoben stoječi maki, v kateri zavedno ostane tisto, kar vanje pade. In tisto, kar v njej ostane, seveda tudi strahni. Tako da še enkrat da za dobrodelnost, za tisto pravo z namenom. Še enkrat iskreno dobrodošli in zdaj gremo torej od besed k dejanjem. Začenjamo torej z dražbo likovnih del, dobrodelno dražbo seveda vrtca Slovenske Konjice. Vsem, ki ste se nam pridružili pri plemenitem dejanju, iskrena hvala. Prav posebna zahvala vsem likovnim soustvarjalcem medgeneracijskega druženja in seveda vam, spoštovani gostje, ki ste svojo plemenitostjo in z nakupom darovanih slik prispevali v naš sklad za obogatitev že omejene nadstandardne opreme. Prinesli ste žarek sreče v naša srca in nasmeh na naša lica. Preden si zaželimo srečno, vabim vse spoštovane goste in vse nas, da skupaj nazdravimo in se pogostimo z dobrotami, ki so jih pripravile naše kuharice. Zahvala še gospodu Brečku za pomoč pri izvedbi pogostitve. Hvala.